Že tukaj je Valentin, ura je 20 do 16. Danes bi pa podal nekaj nasvetov z ljudmi, ki so se odločili biti v vlogi medijev, bralcev, prerokovalcev in podobnih svetovalcev, ko se poskuša ljudem pomagati z raznimi nasveti. Skozi moje 15-letno raziskovanje psihologije in duhovnosti in moje večletno delo tudi kot profesionalni psihološki svetovalec in življenjski coach, sem videl, da je zelo nehvaležno, da se človeka oceni na prvi pogled in da če se želi človeku resnično pomagati, ni to mogoče narediti z nekaj kratkimi nasveti. Kajti miselne in vedenjske vzorce, ki smo jih sprejeli v sebe, smo vase sprejemali vrsto let, od rojstva naprej, in tudi v času inkarnacije so nam pripeli konstrukt duše in predprogramirano življenjsko pot, da smo igrali določeno vlogo v tem življenju. Da smo igrali vlogo duhovne energetske baterije za ustvarjanje konflikta in napajanja določenih dimenzij obstoja nebesnih prostranstev z energijo. Podobno kot je to prikazano v filmu Matrica. In na tem svetu so bile namenoma ustvarjene religije in postavljeni določeni guruji, mediji, kanali, prerokovalci, zato da bi ljudi še naprej držali v stanju nezavedanja in da nihče ne bi imel možnosti raziskati, kako ta svet dejansko deluje in kaj so potrebne rešitve, da bi se stvari izboljšale. Zato tipično sporočila ljudi, do katerih drugi pristopijo v prepričanju, da imajo neko znanje ali vedenje ali videnje, vsa ta sporočila so zelo podobna in nekako govorijo v tem kontekstu, da imamo vse odgovore v sebi, da je potrebno ugotoviti svoje poslanstvo, zaupati zvezdam, da je potrebno potrpeti, ker vse slabe stvari slej ko preminajo in da pridejo potem boljši časi, da je potrebno slediti svojemu notranjemu občutku, razvijati svojo intuicijo, biti vesel in srečen, biti hvaležen za vse, kar imamo na tem svetu, ne brigati se za druge, kajti drugi imajo svojo karmo, svoje težave za predelati in bistveno je, da se vsak osredotoči na sebe, na svoje življenje, da je svet prevelik, da ga je nemogoče razumeti, da je nemogoče karkoli spremeniti trajno. In vsa ta priporočila, vsi ti nasveti se zelo fino slišijo. So seveda nekako resnična in ljudem se zdijo dokaj smiselna, toda taki nasveti nimajo nobene moči neke globje preobrazbe ali širše dolgoročne globalne preobrazbe. Vsi ti nasveti so zelo plitvi in niso konkretni, nimajo nič veze z konkretnim nekim človekom, ki pride po nek nasvet. In teh stvari se je tudi začel vse bolj zavedati gospod Bernard Pullman, ki je s pomočjo medijev in duhovnih mojstrov raziskoval določene stvari
skušal priti do vprašanj oziroma do odgovorov na vprašanja, kako ta svet deluje. In ker seveda ni dobil nekih zadovoljivih odgovorov, se je odločil poiskati drugačno pot in seveda mu je uspelo. Na osnovi tega raziskovanja se je odprl meddimenzijski portal, preko katerega sedaj v to stvarstvo prihajajo res konkretne, natančne, praktične informacije glede tega, da razumemo, kako dejansko ta svet deluje, kakšen je bil zgodovinski razvoj dogodkov v celotnem stvarstvu, kaj se je tudi dogajalo v onostranstvu, se pravi v duhovnem svetu, kako je duhovna hierarhija igrala vlogo določene elite in da je vso energijo kanalizirala v njihove lastne svetove, medtem ko so druge dimenzije obstoja živele brez energije. Naša zemeljska dimenzija pa je služila kot nek generator teh energij, zato da so se ta bitja, elita, lahko napajali v energijah, v izkušnjah, v dobrih občutkih. Skratka, stanje na tem svetu in vsak od nas je pod vplivom številnih bitij, ki so imela izjemno velike zmožnosti dojemanja in ustvarjanja in manipuliranja drugih bitij in materije in delčkov stvarstva, in posledično so se ustvarile razmere na tem svetu, kot jih sedaj vsi izkušamo. In če hočemo zdaj stvari začeti spreminjati, je potrebno najprej spoznati samega sebe. Kako mi funkcioniramo, kakšni vplivi pritiskajo na nas, kako deluje kako se proizvajajo misli, mehanizem proizvajanja občutkov, čustev in kako se lahko osvobodimo od teh vplivov, ki nam onemogočajo priti do večjega zavedanja. Potem, ko odstranimo notranje motnje, notranja slepila potem pa moramo tudi na podlagi zavedanja, da smo vsi delček enega stvarstva, da se vsi delimo ta svet, potem moramo tudi stopiti skupaj in spremeniti še zunanji sistem, zakone, delovanje družbe, tako da bomo omogočili dostojno življenje vsem živim bitjem. In to pomeni distribucija naravnih virov glede na realne potrebe vsakega od nas in na ta način bomo lahko živeli v izobilju. Da se to stori, je potrebno spoznati, kako deluje globalni sistem, denarni sistem, in to seveda od vsakega od nas zahteva investicijo časa v spoznavanje sebe in svoje zunanjosti. Zato vsakemu, ki želi pomagati drugim, ki se je odločil biti ali medij, ali vedeževalec, prerokovalec, bralec, da izkoristi izjemno zakladnico znanja, ki je prišlo preko meddimenzijskega portala v sklopu skupine Destiny. Naj raziščajo številne na tisoče obstoječih videoposnetkov na YouTubu, na naših forumih, na Destiny spletni strani, naj se vključijo v debato. Priporočam, da vsak izkoristi brezplačni spletni tečaj DIP Lite oziroma Destiny iProcess Lite in potem tudi nadaljevalne tečaje, da se čim več posluša audio posnetkov iz spletne strani Equaf in povezave do vseh teh virov informacij najdete v opisu tega videoposnetka. Če bi želel kdo še kaj več informacij v zvezi s tem, naj me kontaktira in rade volje dodam še kakšne dodatna pojasnila in konkretne povezave pošljem in druge vire informacij. Toliko glede tega, lepo se majte in nasvidenje.